Zelo sem ponosen, da sem lahko priča današnjemu dogodku tukaj v pediatrični kliniki. Ta dogodek je eden izmed zelo pomembnih, z veliko sporočilnostjo, z veliko moralno vrednostjo. Danes in tukaj se srečuje najprej dobrota, mladost, znanje, sposobnost in zelo dobra organizacija. Najprej si bi rad zahvalil organizatorjem, nevladni organizaciji MEPI, ki skrbi za prenos znanj in sposobnosti na mlade generacije, skrbi za pridobivanje spretnosti, potem Obrtno-podjetniški zbornici sekciji slikopleskarjev, ki nam je omogočila, da to lahko prav v praksi izvedemo, in sponzorjem, ki so prispevali znatna materialna sredstva za izvedbo tega projekta. Ne nazadnje, najbolj pomembno, rad bi se zahvalil za zaupanje pediatrični kliniki, ki je odprla svoja vrata takšnemu načinu dela, kjer se srečuje znanje, strokovnost, mladost, dobra volja pomagati drugim. Naše mlade generacije so popolnoma drugačne, kot smo mi sami. Smo na pragu prestopa v virtualni svet, kjer je veliko znanja na voljo na vseh socialnih omrežjih, pa tudi kje drugje, ampak to znanje je treba na nek način tudi materializirati, ga preliti v spretnosti, tako da iz virtualnega sveta mladi vstopijo tudi v realni svet, svet ustvarjanja nove vrednosti, svet spretnosti in svet solidarnosti z drugimi. Za mlado generacijo dostikrat pravijo, da je atomizirana, da je vsak sam zase zelo uspešen in tekmovalen. Danes mladi tukaj dokazujejo, da jim je mar tudi za druge, da lahko sodelujejo v skupinah, da so povezani tudi s starejšimi, pripravljeni na prevzemanje ne samo znanja, ampak tudi spretnosti, in takšnemu narodu, ki ima takšno mladino, se ni treba bati za prihodnost. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in organizacija MEPI skrbi za to, da bi dali vrednost in spoštovanje tudi spretnostim, ne samo znanju. Slovensko gospodarstvo ima dovolj znanja, potrebuje pa pridnih, sposobnih rok, ki to znanje lahko materializirajo. Ne nazadnje bi rad izpostavil, da reševanje demografskih problemov, s katerimi se bo Slovenija srečevala v prihodnje, ne bomo mogli speljati, če ne bomo imeli ljudi, ki so čuteči za okolje in ki niso sposobni sodelovati drug z drugim v okviru svoje generacije in med generacijami. Danes se tukaj kali prav takšen odnos in prav takšne sposobnosti. Ta akcija ni pomembna samo za Slovenijo, to je najmočnejša trenutno akcija v mednarodnem merilu. Tukaj sodeluje zelo veliko število mladih ljudi in jaz mislim, da je eno tako akcijo ne samo za ponoviti, ampak za ponavljati in za nagrajevati. Še enkrat zahvaljujem se vsem tistim, ki so omogočili, da lahko danes to izvedemo. Ponosen sem, da sem del te ekipe in rad bi to ostal tudi v prihodnje.